Lep pozdrav, hvala za predstavitev. Glede na to, kar je bilo slišano, imam mogoče občutek, da vse vem, ampak daleč od tega, tudi mi se še vedno vsak dan učimo in vsi takali dogodki so tudi za nas zelo, zelo koristni. Zato tudi z moje strani, že na začetku vabljeni k postavljanju vprašanj. Je bilo tudi na začetku povedano, je to vendarle na nek način delavnica in ni namenjeno temu, da samo mi pač predavamo oziroma razlagamo stvari, ampak tudi temu, da si izmenjamo mnenja, izkušnje, dobre prakse, tudi slabe prakse, ker se iz njih tudi lahko kaj naučimo. Zdaj, namen tega 5. učnega modula oziroma učne enote je predvsem v tem, da si pogledamo pravila oziroma, bom rekla, kar nek zakonodajni okvir v ozadju, pa predvsem, da si pogledamo tudi postopke, ki jih uporabljamo v javnem naročanju, seveda vse v povezavi z zelenim naročanjem, pa še mogoče bomo dali par poudarkov tudi na same gradnje. Jaz sem vmes tudi že videla kako vprašanje, bom poskusila morda na kakšnega odgovoriti kar v sklopu predstavitve te učne enote, se opravičujem, sicer pa za vse ostalo kasneje potem po končanem predavanju med odmorom. Uvodoma mogoče tudi, da povem, ker je bilo ravno omenjena tudi profesionalizacija in da so te stvari v načrtu za okrevanje in odpornost. Te stvari niso več samo na papirju, stvari se dejansko zelo aktivno tudi odvijajo. Če spremljate spletno stran Ministrstva za javno upravo oziroma predvsem en.gov.si, kjer imamo vse vsebine povezane z javnim naročanjem, ste morda lahko že opazili, da je dejansko kompetenčni model za uslužbence, ki delamo z različnimi procesi v fazi postopkov javnega naročanja, že sprejet. Prejšnji teden se je tudi vlada na nek način, oziroma pač na seji vlade seznanila s tem kompetenčnim modelom, seznanila se je tudi že z izdelanim programom Akademije javnega naročanja in sklepom tudi naložila Ministrstvo za javno upravo, da mora te programe začeti izvajati z januarjem naslednje leto, tako da stvari dejansko se odvijajo, potekajo in ne bodo ostale mrtva črka na papirju, ker to bi bilo zares škoda. Ker smo ravno pri zelenem, v okviru tega programa Akademije bo seveda poudarek tudi na zelenem javnem naročanju. Če gremo kar počasi na vsebino, ker imamo približno 1 uro časa oziroma mogoče celo majčkeno več. Kot sem rekla, pogovarjali se bomo o zakonodajnem okviru, o tem, kaj so nove direktive prinesle, o vseh vrstah postopkov, čisto vse bomo pogledali oziroma vse omenili. In na koncu se bomo dotaknili tudi, imamo na nek način naslov pravne izključitve. V tem segmentu tretje teme pravnih izključitev bomo predvsem zelo na hitro pogledali, na kak način lahko ali pa celo moramo izločati določene ponudnike ali ponudbe, odvisno ali gre za usposobljenost ali po vsebini. Ampak pri tej tretji temi se ne bomo v tem modulu predolgo zadržali, ker bomo o tem malo podrobneje potem kasneje po odmoru. Zato že uvodoma povem, da mogoče bom kakšno stvar, ki je na slajdih, ni povedala kar tako. Se pa zna zgoditi, da bomo kakšen slajd preskočili, ker bo o tisti temi verjetno govora več kasneje. Kar se tiče pravnih virov, je bilo prej sicer že nekaj omenjeno, ampak zeleno naročanje in naročanje na splošno ureja cela vrsta različnih dokumentov in nimajo vsi narave pravnega vira. Tisto, kar dejansko spada v ta okvir pravnih virov, je v prvi vrsti pogodba o delovanju Evropske unije. Seveda iz tega ven potem izhaja tudi direktiva o javnem naročanju. Kar se direktiv tiče, imamo 3, tule imate napisane vse 3 številke. V bistvu mi, kadar govorimo o direktivah, govorimo zelo poenostavljeno. 23, 24, 25, ne razlagamo ponavadi vseh teh letnic zraven, ker nekako smo zdaj že vsi usvojili, da so bile prenovljene leta 2014. 23 v bistvu se dotika koncesij. Koncesije sicer sodijo na področje Ministrstva za finance in glede na to, da se pogovarjamo o zelenem, uredba o zelenem javnem naročanju je sprejeta na podlagi zakona o javnem naročanju, ki je pa implementiral direktivi 24 in 25. 24 v bistvu je direktiva, ki velja za večino naročnikov, to je to splošno področje, medtem ko 25 je posebna direktiva, ki pa ureja infrastrukturno področje.
To je področje, ki se dotika dejavnosti, kot so, ne vem, prevozi, železnico, črpanje nafte, plina, poštne storitve, storitve pristanišč, letališč, povezanih z vodo in podobni pač segmenti. Ampak te dve direktivi sta tako zelo podobni, če ne celo identični v 90% določb, da smo se mi odločili, da jih združimo in prenesemo v nacionalni pravni red z enim zakonom. Medtem ko 23 je v bistvu implementirana z zakonom o nekaterih koncesijskih pogodbah. Zakaj to razlagam? Ker uredba o zelenem javnem naročanju zavezuje naročnike, ko govorimo o javnem naročanju, ni pa zaenkrat še obvezno na področju koncesij. Potem imamo sicer še eno direktivo, ki je tu neomenjena, zato ker je zelo, zelo specifična, in sicer je to direktiva, ki ureja in je zelo stara, ni bila revidirana leta 2014, ki ureja naročanje na področju obrambe in varnosti. Običajno o njej res ne razlagamo veliko, zato ker je to direktiva oziroma tudi zakon, ki ureja javno naročanje na področju obrambe in varnosti, uporabljata predvsem dva naročnika v Sloveniji, običajno največkrat Ministrstvo za obrambo, včasih tudi Ministrstvo za notranje zadeve. In še 5. direktiva, ki se v tem evropskem pravnem okviru nanaša na javno naročanje, pa direktiva, ki ureja pravna sredstva, se pravi, ta direktiva je v naš nacionalni red prenesena z zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja in seveda gre za področje, ki ureja, če povemo po domače, zahtevke za revizijo, nekaj, kar si nihče od naročnikov ne želi, ampak če smo čisto iskreni, teh zahtevkov za revizijo, glede na to, da imamo nekje 17,000 oddanih sklopov na leto, teh zahtevkov je pa približno 250, številka z leti pada. Običajno se revizija dogaja na večjih projektih, na zahtevnejših zadevah in tam, kjer je dejansko malo več konkurence, ker to je pa en drug problem, ki ga imamo v Sloveniji, prenizka konkurenčnost in preveč postopkov z samo eno oddano ponudbo. V povezavi s temi direktivami sem pravzaprav zdaj že omenila tudi nacionalno zakonodajo, s tem, da seveda moramo vedeti, da ni samo zakon o javnem naročanju in tudi ne samo zakon o pravnem varstvu in ni samo uredba o zelenem javnem naročanju, ampak je še cela vrsta drugih podzakonskih aktov sprejetih na podlagi teh naših zakonov. Mogoče na tem mestu predvsem za omeniti pravila, ki urejajo finančna zavarovanja, pa morda je tudi smiselno poznati kakšne pravilnike, ki urejajo način delovanja e-dosjeja, pa bom o e-dosjeju mogoče kasneje kakšno besedo rekla. Seveda pa pravne vire ustvarjajo tudi sodbe sodišč Evropske unije. Tudi nacionalnih, sicer kar se nacionalnih tiče, kot pravni vir je merodajna samo sodba Vrhovnega sodišča, vse ostalo pač ne ustvarja pravnega vira, lahko pa nakaže neko smer, kako bi sodišče razlagalo, ampak glede na to, da imamo mi tu implementacijo evropske zakonodaje, se moramo predvsem vezati na prakso sodišča Evropske unije. Te prakse EU oziroma sodišča EU je, moram reči, že kar ogromno na temo javnega naročanja. Je res, da večina teh sodb zaenkrat temelji še na starejših direktivah, torej na tistih predhodnih iz leta 2004, če se ne motim. Nekaj imamo tudi že novejše, je pa res, da se ni s temi novimi direktivami, kar se pravil tiče, čisto vse spremenilo. Te nove direktive so prinesle določene prednosti, poenostavitve, določene dodatne možnosti, ki jih prej ni bilo, ampak nekateri instituti so pa ostali praktično nespremenjeni, zato je še vedno aktualna, vsaj kot pomoč, tudi tista sodna praksa, ki izhaja iz preteklih direktiv. Naj omenim še sporazum Svetovne trgovinske organizacije oziroma GPA, mi včasih to rečemo tudi pogovorno. To pravzaprav pomeni, da ko presojamo določena načela, ki jih bomo pogledali v nadaljevanju, moramo ta načela oziroma, bom zdaj kar rekla, enakopravno obravnavo ponudnikov, recimo upoštevati enako za tiste, ki prihajajo iz držav članic Evropske unije, kot tudi iz tistih tretjih držav, ki imajo podpisan določen sporazum oziroma so vključene v ta sporazum Svetovne trgovinske organizacije. Ta sporazum STO ali pa GPA pravzaprav na nek način pomeni, da smo naročniki v EU dolžni zagotavljati enak dostop tudi ponudnikom iz tretjih držav, če so v tem nekem sporazumu, ostalim pa ne.
Običajno se ne zadržim toliko časa pri tem STO-ju, ampak rada bi pa vendarle povedala, da je pred kratkim začela veljati nova uredba Evropske unije, ki ima neposreden učinek in ne bo prenešena z nobeno nacionalno zakonodajo, velja neposredno v vseh državah članicah, zavezuje vsakega naročnika. To je uredba, mi rečemo na kratko, o ukrepih IPI. Gre za uredbo, ki bo pravzaprav urejala področja, oziroma na podlagi prijave ali pa bo komisija na lastno pobudo, če bo ugotovila, da nekje na trgu neke tretje države evropska podjetja ne morejo dostopati do tega trga oziroma do teh javnih naročil, bo uvedla določene preiskave in morda sprejela ukrepe IPI. Ti ukrepi IPI pa pomenijo, da če bojo v naših naročilih kandidirali ponudniki iz tistih držav, ki omejujejo nas, bo moral naročnik te ukrepe upoštevati v smislu ali pribitek k ceni, ali pa bo moral celo takega ponudnika izločiti iz postopka. Ta uredba je sicer začela veljati 29. avgusta, ampak zaenkrat še noben ta ukrep IPI ni sprejet, to vas naj ne skrbi, pa se mi zdi pravno, da veste tudi, da to obstaja. Če gremo zdaj na načela. Načela v javnem naročanju so, moram reči, kar alfa in omega vsega, in tudi nekako vse izhaja iz teh načel. Imamo pa dejansko načela, ki izhajajo že iz pogodbe o delovanju Evropske unije, to verjetno vsem znan, prost pretok blaga, prost pretok storitev, svobodno ustanavljanje in tako naprej. Potem imamo načela, ki dejansko izhajajo oziroma so zapisane v direktivah o javnem naročanju. Imamo tudi neka načela, ki v direktivah ni, pa v zakonu o javnem naročanju so, to je recimo načelo gospodarnosti, uspešnosti in učinkovitosti. In večina teh načel zavezuje naročnike. Eno od teh recimo je enaka obravnava, kar pomeni, da je treba na nek način paziti, da ne diskriminiramo ponudnikov, ni samo na podlagi državljanstva, ampak so lahko tudi drugi kriteriji. Ta enaka obravnava ne pomeni, da moramo vedno vse postaviti na isti imenovalec, ker to se dejansko pač ne da. Enaka obravnava pomeni, da je treba primerljive obravnavati primerljivo, tiste, ki so različni, se jih je seveda treba pač lotiti na različen način. Enaka obravnava, kot je tule tudi zapisano, ne pomeni, da je treba vse vedno obravnavati popolnoma enako, ker to, kot sem rekla, pač ni mogoče. Ne vem, enaka obravnava pomeni, da moramo paziti na to, da recimo v postopku javnega naročanja, ko pozivate k dopolnjevanju ponudb, enega pozovete, drugega pa ne, čeprav so primerljive situacije. To bi pomenilo neenako obravnavo in na te stvari je treba paziti. Preglednost je eno od zelo pomembnih načel, lepa slovenska beseda, mi običajno pa govorimo o transparentnosti, pa nam jo lektorji vedno popravijo v preglednost, ampak o tej transparentnosti se zelo veliko govori. Transparentnost v resnici pomeni, da morajo biti vsi vedno obveščeni o vsem na enak način, če povem zelo tako poenostavljeno. Predvsem pa ta transparentnost, pri čemer moram povedati, da je OECD Slovenijo uvrstila v sam vrh držav glede transparentnosti v javnem naročanju, ker mi imamo danes res že čisto vse objavljeno na portalu javnih naročil. Na trenutke se mi zdi celo, da mogoče že kaj preveč in to vpliva na konkurenčnost. Ampak ta transparentnost ne pomeni samo, da morajo biti vsi v razpisni dokumentaciji o vsem obveščeni in tako naprej, ampak predvsem, da moramo paziti, da so dejansko obvestila o naročilih objavljena na ustreznih medijih, se pravi, če so pod evropskimi pragovi na portalu javnih naročil, če so nad evropskimi pragovi pa na portalu javnih naročil slovenskem torej, in tudi v TED-u, to se pravi v uradnem listu Evropske unije. Hkrati ne gre samo za obvestila o javnem naročanju, ampak tudi obvestila o oddaji naročila, tudi razna obvestila o popravkih, spremembah razpisne dokumentacije, obvestila o spremembah ponudb, skratka vse, kar zakon oziroma direktive zahtevajo, da je treba objavljati, seveda sledi oziroma izhaja iz tega načela preglednosti. Eno precej pomembnih načel je tudi načelo sorazmernosti, ki ga pa, moram reči, največkrat naročniki spregledamo ali pa nismo tako pozorni na njega, ampak sorazmernost je pravzaprav povezana z marsičem.
ne samo z merili, ki morajo biti sorazmerni doseganju ciljev in ne smejo presegati tega, kar pravzaprav naročnik dejansko potrebuje. Sorazmernost se odraža tudi v postavljenih pogojih za sodelovanje. En tak zelo že dolgo znan primer recimo sorazmernosti je, da je nesorazmerno, če naročnik zahteva 3, 4 ali več referenc, ker je Državna revizijska komisija že večkrat rekla, da 2 referenci, če sta seveda ustrezno zastavljeni, povsem zadostujeta z vidika sorazmernosti. In sorazmernost je bistvena tudi pri določanju recimo kakšnih finančnih pogojev, že samo iz zakona izhaja, da recimo določen letni promet ne sme presegati 2-kratnika ocenjene vrednosti naročila. Skratka, ta sorazmernost se pojavlja pri postavljanju pogojev, pri merilih, pri tudi mogoče kakšnih določbah, ki jih zapišemo v pogodbo, pri ocenjeni vrednosti, pri, ne vem, pregledovanju ponudnikov in tako naprej. Tako da imejte v mislih, je pa res, da če imate naročila, ki so sofinancirana z evropskimi sredstvi, se bodo evropski revizorji, če malo poenostavim, predvsem fokusirali na načelo enake obravnave in pa načelo transparentnosti. Še eno načelo, ki je precej pomembno, je tudi vzajemno priznavanje. Vzajemno priznavanje predvsem pomeni, da, in to nekako izhaja pravzaprav iz tega prostega pretoka blaga in storitev, da je treba upoštevati tudi dokazila, oznake, certifikate drugih držav članic. Iz tega ven izhaja pravzaprav tudi pravilo, o katerem bomo kasneje več govorili, ko pridemo do tehničnih specifikacij, da že tudi iz tega razloga pravzaprav ne smemo se sklicevati na neke blagovne znamke, če pa že, ne, res ne gre drugače, je treba vedno upoštevati ekvivalente oziroma enakovredne produkte, če poenostavim. Ker smo še vedno pri tem pravnem okviru, malo pa povezano tudi s temi načeli, te direktive v javnem naročanju, ki so bile revidirane oziroma so bile na novo napisane leta 2014, so precej bolj upoštevale zeleno naročanje kot pa tiste iz preteklosti, čeprav je bilo nekaj zelenega zajeto tudi že v predhodnih direktivah. Te nove, zdaj seveda niso več, so stare že 8 let, ampak še vedno govorimo nove, so, kar se zelenega tiče, nekako umestile kar nekaj novih določb, in sicer tudi sposobnost določanja proizvodnih procesov, razne metode, precej se je razširil ta sistem okoljskega ravnanja, uporaba okoljskih oznak, precej so tudi obrnili oziroma preoblikovali pravila, ki se dotikajo izračunov LCC-ja, se pravi stroškov življenjskega cikla, nekatere določbe, ki so povezane s podizvajalci. Bi pa mogoče, ker smo ravno govorili o načelih, na tem mestu v povezavi z 5. točko, ki govori o tem, da je direktiva uvedla tudi možnost, da se ponudbe zavrnejo, če ne spoštujejo okoljske in socialne zakonodaje, pa tudi delovne, da imamo v zakonu o javnem naročanju še eno prav posebno načelo, ki v direktivi eksplicitno ni na tak način zapisano. To načelo pa v resnici zavezuje ponudnike in ne naročnike, in se glasi, da morajo ponudniki, ko izvajajo javno naročanje, spoštovati delovno, okoljsko in socialno zakonodajo. Sliši se precej abstraktno, ampak želim povedati to, da je tudi zakon o javnem naročanju želel dati zelo jasen signal, da tudi Slovenija v javnem naročanju želi iti v socialno, danes govorimo o zelenem naročanju, torej tudi okoljsko. Kar se direktiv tiče, so te zelene stvari v bistvu vključene tudi v sam postopek preverjanja ponudnikov, v sam izbor, so umeščene v poglavje, ki ureja razloge za izključitev, umeščene so v določbe, ki govorijo o tem, kaj je lahko merilo za izbor, merili bomo tudi kasneje pri učni enoti 7. Seveda pa ves čas direktive, to, kar sem prej omenila in kar se rado spregleda, vse to mora biti sorazmerno, pa da ne bomo pozabili povedati ne samo sorazmerno, ampak tudi povezano s predmetom javnega naročanja. Zelene stvari je seveda možno vključiti tudi v tehnične specifikacije kot neke zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vsi ponudniki. Te tehnične specifikacije v resnici predstavljajo neke minimalne zahteve, ki jih naročniki postavimo,
Boste videli potem v 7. učni enoti zelo zanimivo, da dejansko se okoljski vidiki največkrat v javnem naročanju uporabljajo oziroma upoštevajo ravno na ta način, da se vključijo že v tehnične specifikacije. To se mi zdi precej bistveno, zato ker tehnične specifikacije so tisto, kar naročnik zahteva, in če ponudnik tega ne bo ponujal, točno tega in točne take kakovosti, pomeni, da ne bo na noben način, ne bo mogel biti izbran oziroma da njegova ponudba ne bo mogla biti izbrana. In zelene stvari so seveda lahko in celo zaželeno je, mi to spodbujamo, vključene tudi v pogodbena določila, kar pomeni, da nismo zeleni oziroma ne izbiramo samo ponudnikov, ki delujejo okoljsko naravnano, ampak zahtevamo, da bodo na ta način, odvisno seveda, kaj je predmet naročila, ravnali tudi, če dobijo posel, torej ves čas, ko bodo izvajali pogodbo. Bom šla tole kar naprej, ker smo že prej povedali in kot je bilo tudi uvodoma rečeno, imate kar nekaj dodatnega učnega gradiva v teh slajdih, ko boste šli verjetno kasneje še kdaj čez, imate pa tudi, kot vidite, primer, določene primere, ki vam povedo, kaj je primerno in kaj ni primerno. Verjetno ne rabim posebej razlagati, da zelene ključce pomenijo, da so to ustrezni zapisi, medtem ko križci predstavljajo primer, ki ni ustrezen. Da se ne bomo predolgo, smo se že verjetno zadržali pri samem pravnem okvirju, gremo zdaj počasi na postopke javnega naročanja. Kar se direktiv tiče, poznamo 6 postopkov. Ti postopki, če jih se mogoče kar tule že omenimo, so odprti postopek, omejeni postopek, konkurenčni postopek s pogajanji, konkurenčni dialog, partnerstvo za inovacije pa postopek s pogajanji brez predhodne objave. Pravzaprav po direktivi 25, pa tudi po našem zakonu, imamo še postopek s pogajanji z objavo, ampak ta velja za infrastrukturne naročnike. Kar se teh postopkov tiče, jih bomo pogledali v nadaljevanju, mogoče uvodoma samo da pojasnim, ker je na trenutke majhna zmeda, ampak direktiva 24 in direktiva 25 nimata povsem enakih postopkov. Zakaj tako, ne znam razložiti, ne vem, verjetno je šlo za kakšen lapsus, ampak recimo konkurenčni postopek s pogajanji je postopek, ki ga lahko uporabljajo samo naročniki na splošnem področju, torej direktiva 24, medtem ko ga infrastrukturni naročniki ne smejo. Po drugi strani je pa postopek s pogajanji z objavo, postopek, ki ga lahko uporabljajo izključno na infrastrukturi in ga, dajmo reči, splošni naročniki pač ne moremo oziroma ne smemo uporabljati. Večina sicer postopkov je pa takih, ki jih lahko uporabljamo eni in drugi. Preden pa gremo na te direktivske postopke, pa seveda moramo omeniti, da imamo tudi nacionalen postopek. Verjetno vsi veste za postopek naročila male vrednosti, pogovorno v nadaljevanju seveda NMV, ker smo ta izraz že precej vsi usvojili. Kar se NMV-ja tiče, smo imeli kar nekaj sprememb zdaj zadnje čase z novelo B, pravzaprav smo pa že prej z raznimi temi interventnimi protikorona zakoni smo poskušali tukaj nekaj urediti, ker je bilo v preteklosti v bistvu narejeno tako, da se je NMV lahko uporabljal za blago in storitve do evropskih pragov, za gradnje pa ne. Za gradnje je bilo pa določeno, da se lahko uporablja samo do pol milijona, kasneje z interventno zakonodajo do 1 milijona. Govorim za splošno področje. Z novelo B smo pravzaprav te mejne vrednosti dvignili na vseh 3 področjih, torej za blago, za storitve in za gradnje do evropskih pragov, kar pomeni, da se pri gradnjah lahko zdaj NMV uporablja do 5 milijonov, mislim, da je zdaj 532 številka, ne me za besedo držati, 1000 seveda. Namreč te mejne vrednosti za evropske pragove se spremenijo vsake 2 leti. Spremeni jih Evropska komisija neposredno z uredbo in tudi ima neposreden učinek in zaradi teh spremenjenih mejnih vrednosti se zakonodaja nikoli ne spreminja. Nacionalna seveda. Jo pa vedno, in tudi po zakonu smo dolžni te nove mejne vrednosti objaviti na naši spletni strani. Nazadnje so se zdaj spremenile z januarjem letošnjega leta, se pravi naslednja sprememba bo
januar 2024. Skratka, NMV lahko zdaj uporabljamo pri vseh treh področjih, če ocenjena vrednost ne doseže oziroma preseže tiste mejne vrednosti, od katere naprej je treba obvestila objavljati tudi na evropskem portalu. Zakaj smo se za to odločili? Zato, ker nismo videli pravzaprav nobenega smisla v tem, da imamo razliko, ali gre za blago, storitve ali pa gre za gradnje, in da je smiselno imeti en nacionalni postopek, ki velja do evropskih pragov in se ga lahko uporablja pač v vseh primerih, predvsem zato, ker je ta NMV nekoliko poenostavljen glede na ostale direktivske postopke. Zakaj je poenostavljen? Zato, ker sicer je obvezna objava, kar pomeni, da je popolnoma enako transparentno, kot so to vsi ostali postopki, ampak v NMV-ju naročniku ni treba uporabljati ESPD-ja. ESPD, ker ne vem, od kje prihajate in koliko imate že znanja v ozadju, predvidevam, da ogromno, najbrž niste začetniki, ampak vseeno, če je pa kakšen, da se ne bomo zdaj čudno gledali, kaj je ESPD. ESPD je v bistvu kratica za angleški izraz, ki prevedeno pomeni, da gre za lastno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev, da izpolnjujejo vse pogoje in skratka vse je tam noter zajeto. Ta ESPD je tudi predpisan za uredbo Evropske komisije in tukaj nismo mogli nič narediti, čeprav ta ESPD, kljub temu, da so razlagali, da bo to predstavljalo neko administrativno razbremenitev, opažamo, da temu ni ravno tako. Zato smo dovolili, ko smo pripravili zakonodajo, da se v naročilih male vrednosti naročnik lahko izogne ESPD-ju, torej ni ga dolžen uporabiti in pripraviti, ampak lahko pripravi lastne izjave. Torej sam pripravi izjavo in jo napolni za vsebino, za katero želi, da ponudnik pač pove, ali obstajajo kakšne okoliščine, zaradi katerih bi moral biti izključen. Dodatna poenostavitev pri NMV-ju je v tem, da naročnikom tudi ni treba preverjati vsebine navedb v teh izjavah, ampak preverjajo samo takrat, če dvomijo v resničnost določene navedbe oziroma neke izjave. Kar se tega dvoma tiče, je treba povedati, da če dvomite v eno stvar izmed 10, lahko preverite samo to eno stvar, ker se dostikrat pojavljajo vprašanja, da dvomimo v to, da ima plačane davke, to pomeni, da moramo zdaj čisto vse preveriti. Ni treba, lahko preverite samo, ali ima plačane davke ali ne. Je pa res, da odkar imamo e-dosje, e-dosje je zelo poenostavljen način preverjanja slovenskih ponudnikov, ker tujcev pač ne moremo, vsaj obveznih razlogov za izključitev v nacionalnih uradnih evidencah in večina naročnikov opažamo, da tudi v NMV-ju preveri vse te zahteve oziroma razloge za izključitev, ki jih lahko preveri preko e-dosjeja. Dodatna poenostavitev, pa mogoče malo manj, kako bi rekla, zabetonirana zahteva je, da pri NMV-ju naročniki sami postavljajo rok za oddajo ponudbe, ker v ostalih postopkih načeloma so minimalni roki predpisani in določeni in ne smejo biti krajši, razen izjemoma. Pri NMV-ju rok postavi naročnik sam. Ne smemo sicer pozabiti, bom probala danes čim večkrat omeniti načelo sorazmernosti. Tudi pri NMV-ju, kljub temu, da ni predpisano, dajmo biti pametni naročniki in postavljati ustrezno dolge roke. Nobena kršitev zakona se ne bo zgodila, če postavite rok v NMV-ju 3 dni, ampak je pa to prvič že mogoče malo moralno sporno, lahko nakazuje na kakšne neustrezne prakse, predvsem pa tisto, kar je najbolj bistveno, v 3 dneh vam ponudnik ne bo mogel sestaviti kvalitetne ponudbe. In ko govorimo o gradnjah, ker danes se predvsem pogovarjamo ali pa malo bolj fokusiramo na gradnje, in še posebej, če smo zeleni in zahtevamo precej stvari vezanih na zelene gradnje, dajmo ponudnikom dovolj časa, da tudi v naročilih male vrednosti pač lahko pripravijo kvalitetne ponudbe, ker bo to tudi za naročnika seveda potem dodana vrednost. In še ena stvar, kar se NMV-ju tiče, naročnik lahko v NMV vključi pogajanja. Ker boste videli kasneje, v odprtih postopkih recimo se to ne sme. Kar je absurdno, ampak žal direktive tega ne dovoljujejo.
Pri NMV-ju pa lahko se naročnik odloči, ali se bo pogajal ali pa se ne bo pogajal. Je res, da mora to napovedati vnaprej, in če pove, da se bo pogajal, se potem tudi mora pogajati. Če pa ne napove pogajanj, se pa kasneje ne more odločiti, da zdaj pa bi se pogajal, ker to pušča preveliko polje proste presoje naročniku, da bi mogoče malo manipuliral oziroma špekuliral, glede na to, kakšne ponudbe bi dejansko dobil na mizo oziroma v elektronski sistem, zdaj jih ni več na mizi. Če so pogajanja napovedana, je pa zdaj že tudi kar nekaj oblikovane prakse DKOM-a v tej smeri, da obstajajo lahko tudi primeri, ko naročnik napove pogajanja, pa pove hkrati tudi, v katerih primerih in pod kakšnimi pogoji se bo pogajal. Ker tukaj ne gre za špekulacijo, ker so vsi potencialni ponudniki dejansko vnaprej obveščeni. Recimo primer, naročnik reče, da bo v naročilo male vrednosti vključil pogajanja in se bo pogajal pod pogojem, da prejme, zdaj si doma izmisla, vsaj dve ponudbi, ker če dobi eno, to so dejanski primeri, čeprav ne vem, če so smiselni, ne. Ker tudi z enim bi se dalo verjetno še kaj pogovarjati o ceni. Ali pa reče, da se bo v NMV pogajal samo, če bodo vse ponudbe presegale njegova zagotovljena sredstva in podobne stvari. Skratka, če so stvari vnaprej jasno opredeljene, da so s tem vsi seznanjeni, kar spet izhaja iz načela preglednosti, potem je napoved pogajanj, ki je nekako pogojena z določenimi okoliščinami, tudi v redu. To je NMV. In zdaj, ko ga bomo lahko, oziroma ga lahko že kar nekaj časa, izvajamo tudi za gradnje do 5 milijonov 300 in še nekaj, bo to verjetno kar olajšalo delo vsaj nekaterim mogoče manjšim naročnikom, ker tam, kjer so ogromne investicije, seveda NMV ne pride v poštev. Če gremo na direktivske postopke, je seveda najbolj, bom rekla, enostaven pač odprti postopek. Tudi, kar se direktivskih tiče, najpogosteje uporabljen, če gledamo pa slovensko statistiko, je pa NMV tisti, ki vodi v deležu uporabljenih postopkov, sledi pa seveda odprti postopek. Odprti postopek je enofazni, to je pravzaprav edini postopek, ki je v resnici popolnoma enofazni. NMV, smo rekli, je enofazni, če ni pogajanj, če pa so pogajanja, je pa že lahko dvofazni. Odprti nikoli ne more biti dvofazni, ampak je vedno enofazni. Kaj to pomeni? To pomeni, da imamo objavo obvestila v naročilu, prejmemo ponudbe in izdamo odločitev, eno odločitev. Mi ne ugotavljamo sposobnosti ločeno, pa potem vabimo določene ponudnike, še kandidate podajo ponudbe, ampak imamo obvestilo o naročilu, objavimo razpisno dokumentacijo, počakamo, da poteče rok za prejem ponudb, ponudbe pregledamo in izdamo eno odločitev o oddaji naročila in seveda eno obvestilo kasneje o oddaji naročila. V odprtem postopku se že po direktivi in posledično tudi po našem zakonu ni dovoljeno pogajati, torej pogajanja so prepovedana. Prej sem omenila, da je to malo absurdno. Zakaj je absurdno? Ker dovoljene so pa elektronske dražbe. Elektronske dražbe pa vsaj po moji oceni niso nič drugega kot neke vrste pogajanja. Tako da, če boste imeli kakšen tak primer, kjer bi uporabili odprti postopek, pa bi vseeno se želeli pogajati, razmislite o tem, seveda odvisno, kaj je predmet. Pri gradnjah je to mogoče malo težko, ampak če je pa predmet kaj takega, kar se da vstaviti v elektronske dražbe in z neko avtomatiko pač razvrščati ponudbe, odvisno je seveda tudi od meril, pa lahko v odprtem postopku v ta namen uporabite elektronsko dražbo. Pogajanj kot takih pa pač žal ne. Za odprti postopek so z direktivo predpisani minimalni roki za prejem ponudb, to je 35 dni. Zakon in direktiva pravita, da če gre za elektronsko oddajo ponudb, je ta rok možno skrajšati za 5 dni. Kar pomeni, da odkar imamo od aprila 2018 itak obvezno elektronsko oddajo ponudb, razen določenih izjemnih primerih, je večinoma zdaj ta minimalni rok za odprti postopek seveda povsod 30 dni. Obstajajo primeri, ko je možno ta rok skrajšati na 15 dni, in sicer kadar gre za nujne primere. Kaj je zdaj nujen primer, je pa zelo, zelo relativen pojem. Moramo vedeti, da imamo tudi postopek s pogajanji brez predhodne objave,
ki ga lahko izjemoma uporabimo, kadar gre za skrajno nujnost, kar pomeni, da je ta nujnost manj nujna od tiste skrajne nujnosti. Odprti postopek iz nujnih primerov, nujnost nikoli ne pomeni, oziroma nujnosti nikoli ne upraviči razlog, da je naročnik prepozno začel postopek ali da je treba porabiti evropska sredstva in podobne situacije. Nujnost je treba vedno iskati v nekih drugih objektivnih okoliščinah. Lahko bi bil recimo primer nujnosti, da je naročnik že 3-krat ali pa 2-krat naredil odprt postopek, neuspešno ali ni nobene ponudbe, in potem se mu pa že res verjetno mudi, potem pa težko očitamo naročniku, da ni bil pravočasen, da ni vsega naredil. V takih primerih bi pa seveda lahko ta rok skrajšal na 15 dni. Je pa res, da ta skrajšani rok za 15 dni pomeni samo dejanski prihranek teh 15 dni. V tem odprtem postopku še vedno lahko dobite zahtev za revizijo in se vam zadeva zavleče. Zato imamo postopek s pogajanji brez predhodne objave iz razloga skrajne nujnosti, ampak tega je treba res uporabljati zelo restriktivno in ta skrajna nujnost tam pa dejansko mora izvirati iz nekih objektivnih okoliščin, ki jih naročnik nikakor ni mogel predvidevati. Naročilo pa dejansko potrebuje praktično zdajle. Ta pogajanja iz skrajne nujnosti so se zlasti, bom rekla, pokazala kot ustrezna oziroma bila pogosteje uporabljena zdaj v času covidnih razmer, ko je bilo treba zagotavljati določene te zdravstvene zadeve praktično čez noč. Pri vseh direktivskih postopkih, vključno z odprtim, je pa tako, da jih je dovoljeno uporabljati tudi, če ocenjena vrednost ni nad evropskim pragom. Vi se lahko kot naročniki vedno odločite za odprti postopek, tudi če je ocenjena vrednost, ne vem, 50.000 evrov za pohištvo. Če uporabite odprti postopek ali katerikoli drug, da se ne bom kasneje ponavljala, in ste pod evropskim pragom, potem pa ti minimalni roki ne zavezujejo in lahko enako kot pri NMV-ju seveda sami postavljate rok za oddajo ponudb. Je pa res, da če imate naročilo, ki je pod pragom, ne vem, zakaj bi uporabljali direktivske postopke, če je NMV vseeno nekako lažje izvesti, ampak hočem poudariti to, da ni pa prepovedano. Odprtemu postopku sledi omejeni postopek. Ta je najmanj pogosto uporabljen pravzaprav. V Sloveniji se zdaj sicer že parkrat pojavil, predvsem 2TDK recimo, pri gradnji drugega tira ga je kar nekajkrat zdaj, v preteklosti pa zelo, zelo malo. Predvidevamo, da zato, ker je ta postopek dejansko daljši. Omejeni postopek je dvofazni. Dvofaznost sem že prej, ko sem razlagala o enofaznosti, v tem primeru dvofaznost pomeni, da imamo najprej objavo obvestila o naročilu, torej pozovemo zainteresirane subjekte, da oddajo prijavo. In v tej prvi fazi, ko prejmemo prijave, v resnici naročniki preverjamo samo usposobljenost kandidata. Tukaj nimamo še predračuna, ne ukvarjamo se z vsebino ponudbe, ampak s prijavo oziroma s tem, ali je ta subjekt za nas ustrezen. Ne obstaja razlog za izključitev, torej ima plačane davke in tako naprej, ustreza referencam in te stvari. Tisti, ki so BP, če tako rečem, in naročnik oceni, da izpolnjuje vse pogoje oziroma da ne obstajajo razlogi za izključitev, bi morali prejeti odločitev o usposobljenosti. In naročnik bi po pravnomočnosti te odločitve praviloma pozval te kandidate, ki jim je priznana usposobljenost, k oddaji ponudbe. Nekateri delajo sicer ta omejeni postopek brez te vmesne odločitve, ampak iz vsega pravzaprav nekako izhaja, da bi praviloma morale biti dve odločitve in tudi namen tega postopka je, da se po prvi fazi ta zgodba za usposobljenostjo razčisti. Ker če vi po prvi fazi kot naročnik ne izdate te odločitve o tem, kdo je usposobljen in kdo ne, in greste kar k pozivu k oddaji ponudb, ta poziv ne gre na portal, ampak gre direktno tem kandidatom, in boste na koncu nekoga izbrali, se vam lahko zgodi, da se vam bodo v tej drugi fazi pritožili ponudniki, ki ste jih izločili v prvi fazi, pa oni za to sploh ne vejo, ali pa niso vedeli takrat. In vam bodo praktično padle obe dve fazi postopka,
ki že sami po sebi trajata vsake vsaj 30 dni, glede na to, da je to minimalni rok za prejem in prijav in ponudb. In mi vedno razlagamo, no, da je pač v teh dvofaznih postopkih bi bilo primerno in pravilno, da se izdata dve odločitvi. Ena po tej prvi fazi po pregledu prijav, seveda druga na koncu, ko se sprejme odločitev o oddaji naročila, kakršnakoli že to je, ali se naročilo odda, ali se ne odda, se ustavi, se zavrne vse ponudbe, ni pomembno, pač slediti mora vedno na koncu neka končna odločitev. Se opravičujem, sekundico sem si vzela. Gremo naprej na dva postopka. Konkurenčni postopek s pogajanji pa konkurenčni dialog. Konkurenčni dialog lahko uporabljajo naročniki na splošnem in infrastrukturnem področju, konkurenčni postopek s pogajanji pa samo naročniki na splošnem področju. Sta pa praktično ta dva postopka po vsebini glede določbe skorajda identična, obstaja nekaj majhnih razlik. Te razlike bom povedala pri naslednjem slajdu. To, kar je pa enako, je pa, kdaj jih lahko naročniki uporabimo. Oba postopka lahko uporabljamo, kadar naročnik ne zna na nek način popolnoma jasno povedati, kaj bi sploh rad. Če sem malo domača, kadar ne znamo specifikacij napisati, kadar gre za neko res kompleksno zadevo, neka zelo velika tveganja, mogoče celo finančna tveganja, in bi se želeli o tej vsebini pravzaprav pogajati oziroma izvajati dialog s potencialnimi ponudniki. Za te primere se ta dva postopka zelo redko uporabljata, kar je škoda, ker dejansko dajeta neko možnost, da naročnik skupaj z gospodarstvom pač pride do nekih ustreznih rešitev. Zelo sicer recimo Evropa oziroma Evropska komisija promovira ta dva postopka, predvsem v luči tega, da bi naročniki čim bolj kupovali tudi ne samo zeleno, ampak tudi inovativno. Inovativno je lahko pa hkrati seveda tudi zeleno. Ampak v resnici se ta dva postopka največkrat uporabljata v primerih, ko v predhodnem transparentnem postopku ali odprtem ali omejenem ali pa NMV-ju naročnik dobi same v narekovajih dejansko nepopolne ponudbe. Zakaj v narekovajih? Zato, ker izraza nepopolne ponudbe v zakonu več ne boste našli. To je bil en star izraz. V resnici zakon opisno pove, kakšne bi te nepopolne ponudbe naj bile. Recimo, da so predrage, da so neobičajno nizke, da ne ustrezajo zahtevam, ki jih je postavil naročnik in tako naprej. In če naročnik prejme same take ponudbe, in največkrat gre dejansko za situacijo, ko naročnik prejme same predrage ponudbe, lahko nadaljuje predhodni postopek, ki ga pa mora najprej pravnomočno zaključiti, lahko nadaljuje s konkurenčnim postopkom s pogajanji oziroma s konkurenčnim dialogom na način, da preskoči prvo fazo, ker ta dva postopka sta sicer tudi dvofazna. Ampak če gre za to situacijo, ko poprej neuspešnem transparentnem postopku nadaljuje in povabi k oddaji ponudbe te ponudnike obstoječe, če tako rečem, da še enkrat oddajo ponudbo in se pravzaprav pogaja samo o vsebini ponudbe, če so bile predrage, se verjetno pogaja o višini ponujene storitve oziroma gradnje. V tem primeru ne objavi obvestila naročila, ampak direktno pošlje povabilo tem ponudnikom. Tule imamo, moram reči, kar nekaj težav v praksi, ker če naročnik recimo prejme 5 ponudb, pa je vseh 5 predragih, lahko v tem drugem postopku povabi vseh teh 5 ponudnikov, če ti ponudniki izpolnjujejo pogoje oziroma ne obstajajo razlogi za izključitev. In če recimo od teh 5 ponudnikov eden nima plačanih davkov, pomeni, da bo naročnik, če se bo odločil za to pot v ta drugi postopek, torej konkurenčni s pogajanji ali dialog, povabil samo 4 ponudnike, tiste, ki so glede priznanja usposobljenosti ok. Tistega, ki nima plačanih davkov, pa v ta drugi postopek ne bo oziroma ne sme povabiti. Določeni so tudi minimalni roki, seveda za prijave in ponudbe. Zdaj, če gremo uporabljati ta postopek,
v tem drugem delu, ko nadaljujemo neuspešnega, seveda te faze prejema prijav nimamo, ker smo pravzaprav šli v ta postopek na temelju tega, da smo mi prijave videli že prej, ko smo prejeli prvotne ponudbe. In mi smo seveda, da smo lahko ponudnike povabili, mogli preveriti, ali so usposobljeni, kar pomeni, da smo to fazo naredili že v enem od predhodnih transparentnih postopkov. Če pa izvajamo ta postopek iz teh osnovnih razlogov oziroma pogojev, v katerih se lahko uporabi, torej da recimo ne znamo najboljše opredeliti svojih zahtev, da gre za neke idejne ali inovativne rešitve in podobno, potem je seveda to dvofazni postopek, podobno kot omejeni. V prvi fazi se preverja usposobljenost kandidatov. V drugi fazi je sicer odvisno, ali gre za pogajanje ali za dialog. Razlika je seveda v tem, da kar se določbe same tiče, da pri pogajanjih člen govori o tem, da se naročnik pogaja, pri dialogu pa izvaja dialog. V resnici gre za zelo podobno zadevo. Obstajajo pa 3 razlike med konkurenčnim postopkom s pogajanjem in konkurenčnim dialogom. In sicer v konkurenčnem postopku s pogajanji naročnik mora napovedati zadnji krog pogajanj ali pa mora že na začetku povedati, koliko krogov pogajanj bo. Se pravi, ali na začetku reče, imel bom po oddani ponudbi še 5 krogov pogajanj, ampak potem jih mora biti 5. Ne more končati pri 3 in ne sme narediti 6. Lahko pa na začetku nič ne pove, koliko krogov bo, ampak preden bo zahteval zadnjo ponudbo, se pravi zadnji krog pogajanj, mora vsem, ki so povabljeni, povedati, da gre za zadnji krog. Pri konkurenčnem dialogu je pa zgodba zelo drugačna, in sicer se lahko naročnik s tistim, ki je že po zadnji fazi pogajanj najugodnejši, še dodatno pogaja. In dodatna razlika je, da je pri konkurenčnem dialogu cena kot edino merilo prepovedana, medtem ko v KPP-ju, torej konkurenčnem postopku s pogajanji, ni prepovedana zaradi same vrste postopka. Moramo pa vedeti, da je cena kot merilo prepovedana tudi v določenih primerih, ki so pa prav specifični za nekatere storitve. Pri gradnjah tega sicer ni, je pa recimo pri arhitekturnih in inženirskih storitvah. In še zadnja razlika med tema dvema postopkoma, konkurenčni dialog določa, da se lahko tisti, ki sodelujejo v dialogu, se pravi ponudniki, da se jim lahko dodelijo nagrade oziroma plačila. Kar se mi zdi precej smiselno, podobno velja tudi za partnerstvo za inovacije, ker gre dejansko za nek postopek, kjer naročniki pravzaprav pričakujemo kar velik nek angažma ponudnikov, da z nami sodelujejo, iščejo rešitve, jih razvijajo in podobno. In seveda je na nek način neprimerno pričakovati, da bo nekdo vlagal svoj čas, resurse, tudi materiale mogoče, pa zato ne bo prejel nič. Partnerstvo za inovacije sem prejle majčkeno omenila. Partnerstvo za inovacije je sicer, kaj ne rečem, skoraj da se ne uporablja. Deluje precej abstraktno. Tudi po Evropi sicer nekaj primerov je že bilo, ampak naročanje inovativnih stvari ne pomeni, da moramo nujno uporabiti postopek partnerstva za inovacije. Partnerstvo za inovacije kot postopek je pravzaprav namenjen za tiste primere, ko nekaj na trgu še ne obstaja in v bistvu v tem postopku naročnik naroči hkrati fazo razvoja in hkrati potem tudi fazo izdelave in nakupa tega. Ker pogoj, da lahko uporabimo postopek partnerstva za inovacije, je v tem, da dejansko produkt, ki je razvit in je inovativen in ga prej ni bilo, na koncu kupimo. In v tem se razlikuje partnerstvo za inovacije od teh predkomercialnih naročil, ki sploh niso predmet postopkov javnega naročanja, ko država oziroma tudi različni organi sofinancirajo razne start-upe, skratka, ko gre za ta razvojni del, kjer dejansko se na koncu nič ne kupuje, ampak se samo vlaga v to, da se razvijajo nove inovativne stvari, pa niso samo stvari, no tudi storitve, verjetno tudi gradnje. Zakon in direktiva tukaj predpisujeta tudi določene minimalne roke za prijave. Prej sem že omenila, cena ne sme biti edino merilo. Naročnik ima možnost
skleniti partnerstvo za inovacije z večjimi ponudniki in potem po posameznih fazah zmanjšuje te rešitve in tudi z vsemi temi, s katerimi sklene ta sporazum o partnerstvu, seveda tudi opredeli, na kak način bo po fazah oziroma po nekih stopnjah razvoja tem ponudnikom plačeval neke vrste nadomestilo oziroma pač neko nagrado, ne glede na to, a bodo na koncu izbrani, ker izbran bo na koncu eden. Sodelovali v tem projektu bodo pa, saj naj bi jih sodelovalo več, ne, pa tukaj spet problem konkurenčnosti. Postopki, kot ste videli, dajejo precej možnosti in za naročanje socialnega, in za naročanje zelenega, za naročanje inovativnega in tako naprej. Ampak glede na statistiko, ki sem jo tudi prej omenila, opažamo, da se največkrat poslužujemo odprtih postopkov in naročil malih vrednosti, ker so pač enostavna. Konkurenčni postopek s pogajanji, dialog in partnerstvo za inovacije so v bistvu precej kompleksni in zahtevajo kar, bom rekla, malo več angažmaja in nekega znanja tudi na strani naročnikov, da lahko te stvari speljejo. Pa predvsem ne govorim samo o znanju, ki se tiče pravil postopka javnega naročanja, ampak je pravzaprav najbolj problematično ali pa najzahtevnejše v teh primerih poznavati vsebino, ker je treba, ko se govori o nekih inovativnih stvareh, o razvoju nekih rešitev, seveda vedeti po vsebini, o čem se bomo pogovarjali z nasprotno stranjo, ne nasprotnikom, torej sodelujočimi v teh postopkih. Kar se postopkov tiče, bi to bilo v tem trenutku to. Vidim sicer, da imamo nekaj vprašanj, ampak jih zdaj sproti žal ne moram gledati, bom kasneje pogledala. Bom pa na tem mestu, preden grem na pravne izključitve, po spominu odgovorila, mislim, da na prvo vprašanje, ki je bilo, ker smo zdaj govorili smo o postopkih in pred tem smo govorili tudi o pravnih virih. In sem povedala tudi, da uredba o zelenem naročanju, glede na to, da je tema danes predvsem zeleno, zavezuje naročnike na splošnem in infrastrukturnem področju, medtem ko na obrambnem ne. Uredba je obvezna. Vprašanje, če se ne motim, se je glasilo, če so predvidene kakšne oziroma določene sankcije za neupoštevanje uredbe. Niso, oziroma izjemoma so za živila, je zdaj urejen nadzor, ampak treba je pač vedeti, da uredba zavezuje naročnike, da dosegajo cilje. Smo ena redkih držav članic, Italija, mislim, da še je, ampak nisem prepričana, če še vedno, ki imamo zeleno naročanje kot obvezno, dejansko določeno s predpisom. Se pa zadnje čase dogajajo ali pa pojavljajo, bom rekla, ideje oziroma neke interakcije z različnimi deležniki o tem, da se zeleno oziroma uredba o zelenem ne uporablja pravilno ali pa premalo, kar statistika sicer najbolj ne kaže, ampak v vsakem primeru je treba narediti analizo. In se predvideva tudi razmislek o morebitnih sankcijah v smislu prekrškov. Ampak to je tek na dolge proge. Mi smo se z določenimi sogovorniki v bistvu pogovarjali in tole se mi zdi tudi en super primer, zato to omenjam, da v prvem koraku iti kaznovati ni primerna zadeva, če najprej ne usposobimo naročnikov in ponudnikov, da delujejo v smeri, ki jo je nekako začrtala uredba o zelenem. Tako da prav v kratkem tudi ni za pričakovati, da bi uredba o zelenem določala kakršnekoli sankcije za neupoštevanje ciljev, ampak bomo k temu pristopili na precej drugačne, mehkejše načine. Kazen pride na koncu, če res nič od aktivnosti ne bi bilo uspešnih. Pravne izključitve, zadnja tema v tem prvem delu oziroma petem učnem modulu, sicer uradno. Pravne izključitve, to se sliši tako malo abstraktno, ampak se pojavljajo v večjih segmentih po sami direktivi, posledično tudi v zakonu o naročanju. Pravne izključitve, če povem po domače, želimo govoriti o tem, kaj vse nam pravni predpisi ali pa pravne podlage omogočajo, da vnesemo v razpisno dokumentacijo ali v samo pogodbo o izvajanju naročil, da ponudniki oziroma ponudbe morajo upoštevati oziroma dosegati, sicer so izključeni. Zdaj, prva taka stvar,
in je seveda povezano z zelenim, da se razume. Prva taka stvar je, oziroma so razlogi za izključitev. O samih razlogih za izključitev podrobneje v modulu, ki sledi po odmoru, oziroma še malo kasneje, v 7., da ne bom zdaj šla podrobneje, ampak med temi razlogi za izključitev recimo je tudi neupoštevanje okoljske zakonodaje. Je še marsikaj drugega, ampak ta je taka zelo izrazita, ki se nanaša na zeleno javno naročanje. Drugi vidiki, ki so tudi pomembni za zeleno in jih direktive in naša zakonodaja omogoča, se lahko nanašajo na človeške vire, se pravi na kadrovske resurse, na same izkušnje teh oseb, na reference teh oseb, pa ne samo oseb, ampak seveda tudi ponudnikov, izobrazba, sistemi, EMAS recimo, dobavne verige, vzorci izdelkov, certifikati, skratka, ogromno enih možnosti nam direktive dajo, ki vse lahko postavljamo določene zahteve oziroma določene pogoje, ki se nanašajo na zeleno in ponudniki morajo pri tem upoštevati. Eden od takih segmentov so seveda tudi tehnične specifikacije. Prej sem že omenila, da te predstavljajo nek minimum, ki ga naročnik postavi. Ta minimum seveda je lahko postavljen zelo nizko, lahko pa zelo, zelo visoko, odvisno seveda od tega, kaj naročnik želi in na kak način želi pravzaprav doseči zeleno. Ker če se zeleni okoljski vidiki umestijo med merila, to nujno ne pomeni, da bo dejansko izbrani ponudnik ta merila v celoti dosegel. Najbolj lahko dosežemo okoljske zahteve na način, da jih vključimo v tehnične specifikacije, ki so torej pogoj, ki ga vsak ponudnik mora doseči oziroma mu slediti potem, ko izvaja naročilo. Zdaj, kar se tehničnih specifikacij tiče, imamo v zakonu in v direktivi, bom rekla, 4 različne možnosti, na kak način jih lahko postavimo, ampak v osnovi pravzaprav lahko specifikacije določimo kot neke vrste funkcionalnost, torej zahtevamo način, kako naj se nekaj reši. En tak primer je bil, pa se zdaj ne bom spomnila države, no, ampak mislim, da je en naročnik nekje na severu, da niso kupovali luči, ampak so kupovali svetlobo. In to je ta funkcionalnost. Po drugi strani pa lahko tehnične specifikacije določimo tudi na način, da se sklicujemo na enega od dovoljenih standardov, seveda evropski, mednarodni oziroma nacionalni. Lahko pa kombiniramo v bistvu tudi eno in drugo. O tehničnih specifikacijah in o načinih vključevanja teh stvari bo tudi več govora kasneje, zato jaz mogoče tule ne bom izgubljala preveč besed. Mogoče na tem mestu omenimo samo še variante. Zakon in direktiva omogočata variantne ponudbe, ampak te se spet v praksi zelo, zelo malo ali skoraj ne uporabljajo in razlog je praktično enak kot pri postopkih, ker gre tukaj za eno precej zahtevno zadevo. Naročnik mora znati povedati vnaprej, na kak način bo vrednotil ponudbe, ki bodo dejansko različne. Ker ves čas govorimo, da morajo biti zahteve take, da omogočajo enakopravno obravnavo, da imajo vsi enake informacije in da morajo biti ponudbe, ki jih dobimo na mizo, potem tudi primerljive. Pri variantah, če jih naročnik dovoli, seveda dobimo na mizo ponudbe, ki niso na enakih temeljih. Nekdo ponuja recimo avto, nekdo pa ponujal prevoz od točke A do točke B. Karikiram. Ampak te variante so nekaj, kar bi lahko mogoče poskušali vsi skupaj, tudi na naši strani seveda, bolj promovirati, poskušati najti kakšne dobre primere praks, ker bi verjetno na ta način naročniki lahko dobili precej več inovativnih rešitev na mizo, tudi v primerih, ko sami mogoče najboljš ne vejo, kako se zadev lotiti. Kar se tega tiče, mislim, da sem jaz zdaj pravzaprav prišla do konca tega učnega modula. Razen, če gremo seveda še za zaključek, čez povzetek, mislim, da sem tisto malo več kot 1 uro sem porabila, ampak najbrž mi organizatorji ne bodo zamerali. Bomo verjetno, kar je tudi bolje, posvetili več pozornosti tudi še vprašanjem, ker smo vendarle rekli, da je to delavnica. Skratka, kar se tiče pravnih virov oziroma pravnih vidikov
ki se nanašajo na javno naročanje oziroma še posebej na zeleno javno naročanje. Imamo kar en velik spekter dokumentov, od direktiv o javnem naročanju, pogodbe o delovanju Evropske unije, nacionalno zakonodajo, imamo 3 zakone in en kup podzakonskih predpisov, med katerimi seveda tudi uredba o zelenem naročanju. Iz direktiv, iz pogodbe o delovanju Evropske unije in iz nacionalne zakonodaje, plus seveda sodne prakse, izhajajo določena načela javnega naročanja, ki primarno oziroma v večini primerov zavezujejo naročnike. In ta načela je pač treba spoštovati nekako v celotni fazi, v celotnem procesu postopka javnega naročanja, ki se začne pravzaprav z analizo trga, pregledom potreb, pa do zaključka izvedbe same pogodbe. Proces javnega naročanja ne pomeni samo postopka, samo postopka od tam, ko je objavljeno nekaj na portalu javnih naročil, pa do oddane odločitve o oddaji, ampak predstavlja celotno fazo. In tudi, ko je pogodba že enkrat končana, se morda še ne zaključi, sploh če imamo naročilo v smislu, da preverjamo celotni cikel življenjske dobe nekega, dajmo v tem primeru reči, recimo gradnje. Pardon. Iz teh načel izhaja, da mora biti vse sorazmerno in povezano s predmetom naročanja, to, kar zahtevamo, se mora odražati v naših zahtevah glede ponudnikov in glede same ponudbe. Tule imamo omenjeno povezavo s predmetom naročila. Mogoče na tem mestu omenim, da slučajno kasneje ne pozabim, mi moramo tudi vedno paziti kot naročniki, da so določene stvari povezane s predmetom oziroma s ponudnikom. Kdaj s predmetom? Takrat, ko govorimo o merilih. Kdaj s ponudnikom? Takrat, ko se ukvarjamo z usposobljenostjo ponudnika. Bomo kaj več o tem rekli še kasneje, ampak za vsak slučaj, pa ker imamo tule ravno na povzetku, da še to omenimo. Uredba o zelenem javnem naročanju oziroma zeleno javno naročanje, ne samo uredba, se lahko uporablja v popolnoma vseh postopkih naročanja, ne glede na to, ali so to nacionalni ali direktivski. In okoljske vidike oziroma okoljske zahteve lahko vključujemo v marsikatero fazo oziroma segment postopka, od razlogov za izključitev do pogojev za sodelovanje, do tehničnih specifikacij, vključno z merili in vključno tudi z pogodbo, ki jo že kot vzorec vnaprej pač pripravljamo naročniki. In v zaključku imate seveda še že omenjeno dodatno gradivo, tudi na naši spletni strani, govorim o spletni strani Direktorata za javno naročanje, torej en.gov.si, najdete kar nekaj še dodatnih gradiv na temo zelenega, nekatere povezave so enake. Z naše strani pridete tudi na službo za pomoč uporabnikom, ki jo vidite na tem slajdu, ker Ministrstvo za javno upravo tule odlično sodeluje z Ministrstvom za okolje in prostor, ki, kar se tiče uredbe o zelenem javnem naročanju, pravzaprav skrbi za to, da je enotna kontaktna točka za vprašanje in razlage, ker vendarle so oni tisti, ki najbolj poznajo vsaj večino predmetov po vsebini, mi se bolj spoznamo na postopkovne zadeve in smo pri samih vsebinskih stvareh, kar se tiče certifikatov, raznih okoljskih shem in to malo bolj šibki, zato je to sodelovanje se izkazalo za izredno učinkovito. Boste videli tudi kasneje pri modulu pri učni enoti 7, ko bova s Tatjano skupaj pokrile to področje. Tam se bo izkazalo, da smo mi res bolj za ta splošen del in potem bomo elegantno predali besedo MOP-u, ki bo dejansko znal po vsebini povedati bistveno več kot mi. Zdaj jaz bi z deljenjem prezentacije na tem mestu zaključila. Zdaj pa, če se lahko jaz oglasim, ker imamo eno zanimivo vprašanje v chatu. Lahko, Urška? Ja, prosim. Kakšni so lahko dokazi za neupoštevanje okoljske zakonodaje? Kakšni so lahko? Dokazi za neupoštevanje okoljske zakonodaje. Predvidevam, da se vprašanje nanaša na razlog za izključitev, kjer lahko med drugim določimo tudi, da bo nekdo izključen, če ne upošteva okoljske zakonodaje.
O tem bomo sicer malo več govorili, verjetno tudi kasneje, ampak nič narobe, če že zdaj. Ni dokazov kar tako generalnih. Problem pri teh razlogih za izključitev je, da jih naročniki v tem delu dobesedno prepišejo iz zakona v razpisno dokumentacijo, pri čemer ne povejo, kaj točno imajo v mislih. In pri teh stvareh je treba biti bolj eksakten, zato da tudi ponudniki vejo, kaj pomeni neupoštevanje okoljske zakonodaje. Ker če rečemo samo, da bo nekdo izločen, ki ne upošteva okoljske zakonodaje, to je lahko enormno velik spekter, sploh če imamo kajga ponudnika, ki je resen kršitelj raznih okoljskih zahtev, ker okoljska zakonodaja je pa spet zelo široka, ne. In potem bi si moral biti naročnik, če je ta pogoj postavil, dejansko detektiva, da bi ugotavljal, kje vse obstaja morebitna kršitev katerekoli okoljske zakonodaje. Zato pač vedno pravimo, da ne dobesedno prepisovati. Ta določba nam daje možnost, da nekoga iz teh razlogov izključimo, ampak moramo biti malo bolj eksaktni. Zelo podoben, recimo, če na primeru povem, je bila situacija, ko je naročnik rekel, da bo izločil nekoga zaradi neupoštevanja delovne zakonodaje in nič ni povedal, kaj. Vsakemu se da najti eno kršitev, kar mislim je, ampak je problem, ne. In iz tega ven je sledil, da je tudi, o tem je odločila tudi Državna revizijska komisija, no, skratka rezime, da skrajšam zgodbo. Naročniki so začeli bolj jasno pisati, da recimo v tem segmentu spoštovanja delovne zakonodaje bo izločil nekoga, ki je uvrščen na listo negativnih delodajalcev, ki jo vodi Zavod za zaposlovanje, recimo, ne. In to je pa konkretna zadeva, ki se je da na spletni strani tudi konkretno preveriti. Gospa Tatjana iz MOP-a, Tatjana Orhini ima še vprašanje, vmes pa je sam prosila gospo Jasmino, naj v chat napiše, ali smo odgovorili na njeno vprašanje. Kar izvolite. Hvala. Jaz nimam vprašanja, jaz bi samo nekaj dodala k Urškinemu odgovoru glede upoštevanja okoljske zakonodaje. Podobno zahtevo ima recimo sistem EMAS, torej ta evropski sistem okoljskega upravljanja organizacij, če se želi podjetje oziroma neka druga organizacija vpisati v ta sistem, je ena od zahtev tudi ta, da upošteva okoljsko zakonodajo. In tukaj pridobijo ponavadi neko potrdilo oziroma zagotovilo našega inšpektorata za okolje in prostor, da niso v nekem postopku. Skratka, da niso prijavljeni zaradi kršitve, ampak to je dokaj ozko, kot je rekla Urška, okoljska zakonodaja je široka, ogromno jo je, in takega seznama kot za delovno zakonodajo na žalost nimamo, no, tako da je kar komplicirano. Te pa kar obe tukaj ostanete, še eno vprašanje je, ali je dovolj, da naročnik vključi vse zahteve zelenega javnega naročanja, zelenega javnega naročila v popise del ter vzorec pogodbe določila o zelenem javnem naročilu. In dodatno podvprašanje, ali je potrebno dodatno še postaviti pogoje in zahtevati dokazovanje. Zdaj, če pravilno razumem vprašanje, pa bo gospa ali gospod povedala. Če govorimo o uredbi o zelenem, pa teh ciljih, ki so zahtevani, je, če vse to, kar je pač za cilj, vključimo kot pogoj v razpisno dokumentacijo, v popise del, potem je to v bistvu, potem smo s tehničnimi specifikacijami postavili nivo, ki ga predpisuje tudi recimo uredba. To ne pomeni, da ne moramo zraven dodatnih okoljskih stvari postaviti kot merilo, kot ne vem, neke kadrovske tehnične zadeve, ampak če smo uredbi oziroma zahtevi iz uredbe zadostili ali pa sledili na ta način, da smo jo vključili v samo vsebino, ki jo zahtevamo, potem je to v bistvu to. Če zelo poenostavljeno povem, res da govorimo o gradnjah, ampak tam je malo vseeno težje za plastično predstavo. Če kupujemo sadje, pa je v uredbi zahteva, da mora biti 30% ekološkega sadja, in če mi v razpisno dokumentacijo postavimo to zahtevo, smo zadostili uredbi. Zdaj, če nisem odgovorila, mi prosim povejte, ali pa če me mogoče Tatjana še dopolniš. Ja, se strinjam, no, s tem, kar si povedala Urška. Mogoče samo drugo vprašanje, če prav razumem, ali je potrebno zahtevati dokazovanje. Ja, v vsakem primeru, ne, se nekako vam mora dokazati,
je eno, potem pa v dobro naročnika, da ponudnik še kakšno dokazilo pač dostavi oziroma vsaj pri preverjanju ustreznosti ob izbiri, no. Imamo že novo vprašanje. Kaj so vzvodi dokazovanja, predvsem v smislu zakonodaje, splošno v veri priročniki, tukaj je en link, ste videli. Katera bi to lahko odgovorila od vaju? Jaz teh dveh priročnikov moram reči, ne poznam, si ne bi upala biti pametna. Vsaj ne, da jih prej ne pogledam, pa mogoče po drugem odmoru. Jaz tudi ne poznam teh priročnikov, ampak čeprav razumem, so v zvezi z dokazovanjem, ja. Pri uredbi o zelenem javnem naročanju je včasih kar problem dokazovanja, sploh če imamo tole zahtevo, da pač mora imeti kakšen okoljski znak blago, ki je ponujeno, in pri okoljskih znakih je ta problem, da moramo upoštevati kot naročniki tudi druga ustrezna dokazila, ker so prostovoljni znaki, pa je včasih težko najti druga ustrezna dokazila, no. Ampak bomo pogledali tole, ja. Pa sporočimo potem v naši e-pošti, še kaj bomo dali po zaključku dogodka, posnetke še mogoče eno kratko o teh dveh publikacijah, ne. Valentina, ker ne vem točno, kaj pri vas vidite, ampak jaz mislim, da imam dva vprašanja, ki sta direct message, torej verjetno vidim samo jaz. Če se strinjate, lahko odgovorim. Prvo vprašanje se nanaša na konkurenčni postopek s pogajanji kot nadaljevanje neuspešnega NMV-ja. Vprašanje pa je, ali morajo ponudniki predložiti novo ponudbo in se potem izvede pogajanje, ali pa lahko predložijo samo novo zadnjo ponudbo. V bistvu odgovor je, da morajo predložiti novo ponudbo in potem se izvedejo pogajanja. S tem, da imamo zdaj z eno novelo tudi določeno, da lahko tudi v tem primeru naročnik že v prvem povabilu k ponudbi si pridrži pravico, da bo naročilo oddal že po prvi prejeti ponudbi, torej da mu ni treba kasneje delati še pogajanj. In drugo vprašanje je, ali oseba, ki objavlja na portalu EJN, mora biti imenovana v strokovno komisijo. Jaz bi rekla, da ne, mislim, to so stvari, ki sicer niso niti predpisane. Komisija je nekaj, kar je po zakonu možno in dovoljeno, ni pa zahtevano. Kdo je pa v neki organizaciji zadolžen, da izvaja te stvari, pa pravzaprav nobena zakonodaja ne ureja. Edino, kar je seveda treba pa imeti v mislih, da je lahko za vodenje in odločanje v postopku pooblaščena samo nek subjekt, ki je naročnik. Se pravi, neka zasebna firma nam lahko pomaga pri menedžiranju postopka, ne more pa upravljati dejanj, ki predstavljajo, recimo, če pa enostavno rečem, neko kršitev in odgovornost naročnika. In zato tudi, če ste opazili na portalu javnih naročil, lahko zunanji svetovalci pripravljajo obvestila o naročilih in tako naprej, ampak vse do faze, ko je treba stisniti gumb, pošlji v objavo, tega pa ne more narediti. Zato, ker je to pač obveznost naročnika. Mislim pa, da drugih neposrednih vprašanj pa nimam.